izjemno zahtevna tema. Ampak smo se lotili in smo se vrnili v čas v 17. stoletje, ko se rojeva noveška znanost oziroma filozofija. Za 17. stoletje. Smo si pogledali neke misli slavnega filozofa, ki je napisal tole knjigo, leta 1641 je šla. To so meditacije o prvi filozofiji. Avtor te knjige je tale francoski filozof, René Descartes. Zdaj, ko smo začeli z zahtevnim razmišljanjem, bomo tudi nadaljevali. Nadaljevali bomo tako, da si bomo ogledali še enega filozofa, ki je bil med drugim tudi kardinal in je živel 200 let pred tem filozofom. Pogledali si bomo še neko delo, ki je prelomnica v zgodovini človeške misli. Kako prelomiti, če ne moreš prelomiti? Sej, to delo prelomi. Prelomica pomeni, da je to delo tega avtorja, tako pomembno, da je nastalo nekaj novega. Novo razmišljanje se je rodilo. Nov način razmišljanja o svetu se je rodil s tem avtorjem, s tem filozofom, ki ga bomo omenili. To pomeni, da je šlo za prelomnico. Nekaj se je prelomilo, se pravi, ko je on napisal svoje knjige, ni bilo več tako kot prej. Ljudje so drugače razmišljali o svetu in o svojem položaju v njem in o Bogu. To je ideja, s katero smo se mi srečali. Zato omenjamo to delo kot prelomnico, kot mejnik, kot delo, ki ima pomembno vlogo v zgodovini človeške misli. Redko katere knjige imajo tak status. Redko katere knjige so tako pomembne, kot je ta, ki jo vidite na platnu, in kot je ta, o kateri bomo spregovorili kasneje. Takih knjig je zelo malo v zgodovini človeške misli. In to razmišljanje, ki ga najdemo v tej knjigi, ki je prelomnica, to razmišljanje nam bo prav prišlo zato, da se bomo na koncu lotili nekaterih mitov, ki so povezani z prepričanji ljudi, kakšna hrana, kakšna hrana je dobra in kakšna ni, katera je dobra, katera ni. Lotili se bomo nekaterih mitov, mislim, da so 4, in bomo pokazali na 4 napačna prepričanja, ki jih imajo pogosto ljudje, in ta prepričanja so povezane z prehranjevanjem. Se pravi, povedal vam bom, kako so prepričanja zgrešena in seveda, katera so pravilna. Temu rečemo znanstveni miti. Obstajajo miti, za katere ljudje verjamejo, da so resnični, v resnici so pa napačni, da so zgrešeni. Ampak ljudje vseeno vanje verjamejo in lahko verjamejo dolgo časa, lahko verjamejo več generacij, ne da bi spremenili svoj način razmišljanja o
naprimer, prehranjevalnih navadah, pa o hrani, ki jo uživajo. In to bomo povezali. Povezali bomo tako, da se bomo lotili ene izjemne misli, filozofa, o katerem sem že govoril, in bomo nadaljevali o njem še bolj obširno spregovorili, torej izjemne misli, ki je v samem temelju, v samem jedru sodobne znanosti. Brez te misli, o kateri bom spregovoril, sodobna znanost ne bi obstajala, in če ne bi obstajala sodobna znanost, bi mi imeli kar velike težave. Če ne bi obstajala sodobna znanost, naprimer ne bi obstajali antibiotiki. In če ne bi bilo antibiotikov, bi imeli silne težave. Silne težave bi imeli in umrljivost ljudi bi se hipoma zelo povečala. Zelo bi se zvišala, zelo veliko ljudi bi umrlo, ki bi sicer lahko živeli, oziroma življenjska doba ljudi bi se zmanjšala. Če samo antibiotike, kaj še ne vse druge stvari, ki omogoča sodobna znanost. Torej, gotovo smo zainteresirani, da obstaja znanost. Ampak znanost ni obstajala do nekdaj. Ni obstajala. Znanost se je rodila sorazmerno pred kratkim, zahvaljujoč in prelomnicam v načinu razmišljanja o svetu, ki ne živimo. Če do teh prelomnic ne bi prišlo, če ne bi bilo ljudi, ki so razmišljali o svetu drugače, kot je bilo to v navadi, potem se znanost ne bi nikoli rodila, ker ne bi padla sama od sebe z neba. In tudi ne bi jo prinesli Marsovci, naprimer, ali pa drug. In bi še zmeraj živeli brez znanosti in bi bilo okrog nas veliko več razživljenja, naprimer, kot pa ga je. Okay. Zato je dobro imeti znanost in mi si bomo tudi pogledali, torej, kako je nastajala in komu se moramo zahvaliti, da je danes imamo. En avtor, ki smo se mu zahvalili, je René Descartes, prav gotovo. No, danes, kot rečeno, si bomo ogledali še enega človeka, te bomo preskočili. To knjigo zgolj navajam, kot to vedno naredim kot referenco. Ena najboljših knjig o renesansi. Za to besedo ste gotovo že slišali po šoli. Ena najboljših knjig o renesansi je napisal Ernest Cassirer leta 1926. To je izjemna knjiga o renesansi. Naslov te knjige je Človek, posameznik in vesolje v renesančni filozofiji, se pravi v obdobju renesanse. A ste jo prebrali? Je še imam doma, ja. Sem jo prebral in vam bom tudi zdaj par stvari iz te knjige, s to prevajam, povedal par stvari. To je ena najboljših knjig o renesansi. Tudi sam sem napisal z prijateljem knjigo o renesansi pred časom, kratkim, dolgo nazaj, ampak si ne domišljam, da je najna knjiga tako dobra, kot je tale, ki jo navajam in sem jo prebral res z velikanskim užitkom. Zakaj govorimo ravno o renesansi? Jaz ne vem, kaj so vam povedali v šoli o renesansi. Kaj pa so vam? Kaj so vam rekli? Da je bilo to eno obdobje. Mogoče veste, obdobje drugačnega razmišljanja. Drugačnega, zelo drugačnega. Kdaj pa je bilo? 16. stoletju. Tam. Ok. Malo več. Malo več, malo se mi važi, ampak tam približno. Tam okolo. Srednji vek. Ja. Ok, no tam približno, ja, držim. In mi si bomo torej pogledali enega avtorja, ki stoji, kot rečeno, v samem začetku
renesanse. Njegovo razmišljanje je res tako drugačno od takratnega prevladujočega razmišljanja, da si bomo torej pogledali eno idejo, samo eno. A je to mogoče Leonardo da Vinci? Ne, ni. Lahko bi bil Leonardo da Vinci, ampak ni. Ta človek je živel bistveno prej kot Leonardo da Vinci in ni bil umetnik, bil je filozof, bil je, kot sem že rekel, tudi kardinal, bil je teolog in je napisal celo vrsto knjig. No, to bomo preskočili, to bomo tudi preskočili, no to pa ne bomo preskočili. Ta človek, o katerem govorim, je Nikolaj Kozanski. To je ta gospod. Rodil se je leta 1401. To je začetek 15. stoletja. Leta 1401 in v tem času, to je začetek 15. stoletja, je zelo malo ljudi na tem svetu. Zelo malo ljudi, ki so pismeni. Življenjska doba takrat je kratka. 35, če imate srečo. Ja. Če imate srečo, ogromno otrok umre, Koga? preden postanejo, tako je ja. Skratka, živeti v tem času Je bilo težko. Tako je. Ni bilo enostavno. In samo, če ste imeli srečo, ste živeli, no, recimo oni živeli 63 let. To je dosti Super. Kar je, za tiste čase... Poprečno. neverjetno. Torej, Nikolaj Kozanski. Bil je torej Nemec in, kot rečeno, bil izjemno čitan, izobražen, filozof in zanimalo ga je, zelo so ga zanimale teme, ki smo jih prej tukaj že na kratko omenili. To so 3 teme, ki so bile v tem času med najbolj zahtevnimi, najbolj zanimivimi idejami za vse, ki so hoteli razmišljati o svetu. Se pravi, kako je z Bogom, kako je s človekovim odnosom do Boga, kako to razumeti, kaj je človekova svoboda in pa seveda nesmrtnost. In to boste verjetno se strinjali z mano, so tudi danes teme, ki so zanimive. Zahtevne. So zahtevne. So izjemno zahtevne teme. So pa pomembne, so zanimive teme. Z njimi se seveda lahko ukvarjamo, če se tako odločimo, lahko pa tudi ne. Lahko se ukvarjamo tudi z bolj vsakdanjimi, Bolj adjektivnimi. recimo, ja. No, mi se bomo kar ukvarjali s tem, kar je rekel Nikolaj Kozanski, kar je zapisal v neki knjigi, ki se imenuje Dedokta ignorancija. To je po slovensko, zatem reče o malo nenavadnem naslovu, je res nenavadnem naslov, to je knjiščina seveda. Dedokta ignorancija pomeni dobesedno naučena nevednost. Naučena nevednost. Kar je nenavadno. To je zelo nenavadno naslov. Ja. Ker smo pripričani, ponavadi, da je malo drugače. Če se učiš, Če se naučiš, pa ravno nisi neveden. Ja, nekaj zveš. Nekaj izveš. Tako da... To je malo bolj zapleteno, kajti v tej knjigi Nikolaj Kozanski razmišlja o svetu in o Bogu. Razmišlja o človekovem odnosu do Boga. Razmišlja, kako človek sploh lahko razume Boga. Kaj to sploh je? Odkot ta ideja? Zadnjič smo že spregovorili, da ima človek v svojem umu, v svojem glavi, da ima idejo Boga. In to idejo imate tudi vi. Slišali ste že za njo in lahko o njej razmišljate. To je zahtevno sicer, ampak da se pravi. In Nikolaj Kozanski razmišlja
na način, ki je tako neverjetni za tiste čase in je tako dober in je tako drugačen, kot razmišljajo tako kot vsi drugi, da se to velja povedati. Okay? Ker če ne bi bilo tako, ne bi časa. Ne bi šmeril. Tako je, ne bi bilo pomembno, ne bi ga šmeril. Ampak je pomembno. In mi se bomo to pogledali. Pogledali si bomo, da boste imeli vsaj en mečken vtisa, s kakšnim razmišljanjem se rojeva renesansa. Mi renesanse ne postavljamo v 16. stoletje, tudi v 16. stoletje, ampak začetki renesanse segajo daleč nazaj. Začetki renesanse segajo vsaj na začetek 15. stoletja, lahko pa bi razpravljali tudi o tem, da morda segajo še nazaj, recimo do Petrarke in podobno. Ampak ne bomo, ker to je zdaj naš namen. Tem smo razmišljali drugje, kot sem že rekel v knjigi, ki so je napisala pred kratkim z Nikom. Torej, je doktor ignorancije. In sicer pravi Nikolaj Kozanski takole. Pravi, zdaj, preden tole prevedemo, ker je v latinščini, preden to prevedemo, velja še enkrat omeniti neko razmerje, o katerem smo mi že govorili. Razmerje. Če hočete karkoli reči o Bogu, karkoli, potem se morate strinjati vsaj s tem, da Bog po svoji definiciji ne more biti podoben človeku. Na noben način, na nobenem smislu ne more biti podoben človeku. Ker bi to pomenilo zgolj, da ga žalitev, to bi bila žalitev, to bi bilo bogoskrunstvo, če bi mu pripisovali treba človeške lastnosti, če bi rekli, da je Bog tako kot človek, samo da je veliko večji. Ali pa da je pametnejši, ali pa da je kao okrogu, zeleni. Torej, Bog po definiciji ne more imeti nobene človeške lastnosti. Nikakršne. Zato je treba pozabiti na razmišljanje, da je, ne vem, bitje, da je dober, da je pravičen, da je lep, da ima dolgo brado, ampak je zelo. To je bogoskrunstvo. Torej, Bog nima nič od tega. Če razmišljamo o Bogu resno, potem se moramo strinjati tudi s tem, da zanj velja nekaj, kar je neskončno. Bog je lahko samo onkraj vsega končna. Mi smo končni bitja. Imamo začetek, ki smo na rojstvo, imamo konec, ki smo na smrt, smo ujeti v čas in se staramo. Nažalost, se staramo. Ali pa tudi ni nujno? Ja, ni nujno, nažalost. Lahko tudi veselje. Ok, ampak v glavnem to za nas velja. Za Boga to ne velja. Bog se ne rodil, ne bo umrl, se ne stara, se ne guba, ne dobiva svih las. Nič od tega. Tudi zdravnikom ni treba hoditi, ker ne zboli. Ja. Ok? In tudi v službo da hodi vsak dan, ne vem, 7 do 3. Ne, imajo 2 dni jo. Ja, bomo pa 2 dni jo, pa na počitnice. Pa na praznike. Ja. Torej, to za Boga ne velja. Vse to velja za človeka, za Boga pa ne. Bog je torej gotovo nekaj, kar je neskončno, kar je povezano z neskončnostjo. Če pa je, zdaj pa razmišljamo tako, kot je razmišljal Nikolaj Kozanski v tej knjigi. Če pa je Bog povezan s tem, kar je neskončno, mi, ljudje, smo pa definitivno končni bitja, ker to smo že ugotovili. Ja. Imam pa problem. Kako pa lahko nekaj končnega pride blizu temu, kar je neskončno? Vse včasih, mogoče ste že slišali, da je kdo rekel, da je blizu, da je Bog blizu, ali pa da je on njemu blizu, ali kaj podobnega.
Nikolaj Kozanski to idejo pozna in se vpraša, ali je to sploh možno, da bi se človek približal Bogu. In odgovori, finiti et infiniti, nula proporcijo med končnim in neskončnim ni nobenega proporcija, nobenega razmerja. Torej, ne morete. Kot končna bitja se ne morete približati neskončno. Nobenega razmerja ni med njima, ki bi nam povedalo razmerje namreč, katere korake narediti, da bi se približali. Neskončnemu se ne morete približati. Karkoli narediti. In seveda to razmišljanje je v 15. stoletju dejansko bistveno drugačno od prejšnjih načinov razmišljanja. In je radikalno, in je novo, in je sveže, in je zahtevno. In jaz pa mislim. In seveda, zdaj bi človek lahko rekel, če pa je tako, da ni nobenega razmerja, kaj nam sploh še ostane? A je potem sploh še smiselno razmišljati o Bogu in o človekovem odnosu do Boga in o razmerjih in tako dalje? Ali je to sploh še mogoče, oziroma smiselno, ali je boljš reči, da je eno pivo, brez veze, pustimo to mir, pa se bomo več s tem ukvarjali. Gremo na večerjo, pa brez veze. Če bi bilo tako, pol bi ga nič zadebatirati. Lahko bi kvečem razmišljal o pivu, pa o fuzbalu. To bi nam ostalo, pa o vremenu bi tudi. Ja, o vremenu to pa... To se pa zmeram da. V vremenu se pa zmer da razpravljati. To ste še opazili, da je razpravljeno vremenu ponovadi zelo kratko. Pogledaš ven, pa rečeš, zunaj pa oblačno. In potem so govorec reče, ja. Kaj zdaj? Ima odločili, ja pa V glavnem ne moreš nič, ne? Recimo, če sonce sije in je nobenko oblačkami na nebu, ko človek reče, nosom pa lepo vreme. Kaj lahko rečeš? Kakšno bo pa jutri, zakaj je takšno? Lahko, glede na to, kar se ravno kar dogaja, pa lahko rečemo rečeš, ja, danes pa sonce sije. Ja, to je zelo lepo so, rumeno je, lahko, še zmeraj okroglo. To bo vedno. Ja, ste že dali kvadratno sonce. Umka pa je pa vzelo ali to malo preveč, to bom pogledal nazad. Tako je, ja. Torej, ja, to bi nam ostalo, ne? No, ampak k sreči se zadeva tukaj ne konča, ampak se še res začne. Tukaj se zadeva še res začne. In sicer. Zadnjič sem že omenil tudi izraz ljubezen do Boga. Če se spomnim. Okay. In smo tudi razpravljali, ali je mogoče ljubezen do Boga ukazati, oziroma zahtevati, terjati. In smo rekli, da je to celo mogoče, če ljubezen do Boga ni čustvo. Če je to nekaj drugega. In Nikolaj Kozanski, izjemno pameten človek, izjemno pameten. Tudi pozna izraz ljubezen do Boga in celo uporabi izraz resnična ljubezen do Boga. Obstaja resnična ljubezen do Boga. Ja. In to je tako zahtevno, da vam jaz to sicer lahko prevedem, ja. Je pa to težko. To je še misel.
Amor Dei intellectualis pomeni, da je ljubezen do Boga povezana z znanjem, z vednostjo, ne s čustvi. To nas ne sme zavesti, beseda ljubezen nas ne sme zavesti, češ to je čustvo. Se je, ne? V tem primeru ni. Tle piše, da je to v bistvu ljubezen do razmišljanja, do inteligence. Tudi to je zajeto, tudi to je zajeto v to idejo, v ta zapis. Torej, ljubezen do Boga je v vsakem primeru povezana z razvijanjem znanja. Z človekovo željo, da zna več, kot pa pač v določenem trenutku zna. Da ve več, da zve kaj novega. Resnična ljubezen do Boga je torej intelektualna, da se učiš. Povezana z učenjem, z željo po učenju. Želja po učenju pa pomeni željo po spreminjanju. Po spreminjanju, če se naučimo nečesa novega, to pomeni, da vemo več, kot smo vedeli prej. Da nismo. Torej, resnična ljubezen do Boga ima dva izraza, ki sta za marsikoga nasprotujoča, namreč ljubezen in pa intelektualno delovanje, vednost, znanje. Ampak v resnici se to ne. To je edina pot, pravi Nikolaj Kazanski. To je edina resnična ljubezen. Do Boga se izraža skozi človekovo željo po učenju, po spoznavanju, po razumevanju sebe, drugih ljudi, narave, sveta, Boga, česarkoli. To je osupljiva ideja, izjemna, izvrstna ideja. Kar pomeni, da če želimo negovati ljubezen do Boga, potem beremo knjige in to veliko. Potem razmišljamo, potem raziskujemo svet in ga hočemo spoznati v resnici takega, kakršen res je. Ne takega, kot bi mi radi, da bi bil. Tem je bistvena razlika. Kot si ga mi zamišljamo, to ni nujno, da je tako, kot je v resnici. Eno je, kot si ga zamišljamo, eno je, kako bi mi radi, da bi svet bil. Drugo pa je, kako svet dejansko je. Kaj je res? To nas mora zanimati. To je sporočilo začetka renesanse, oziroma sporočilo Nikolaja Kozanskega. In če uporabimo še njegov izraz, potem pa ne bomo več, še njegov izraz, vizio intelektualis je vizija. Človek ima lahko vizijo, ima idejo Boga, lahko ima vizijo. To ne pomeni, da vidi Boga, ker Bog ni nekaj, kar lahko vidiš. Bog ni nekaj, če se lahko dotakneš, Bog ni nekaj, do česa lahko prideš, ne se pelješ z avtobusom, dovolj daleč, priješ ovdje do dani. Ne, to ni stvar. V tem smislu ne, ni predmet, ni objekt, ni nekaj. Ampak obstaja pa možnost, da ima človek posebno vizijo Boga. In zdaj pa pride najlepše na vrsto. Nikolaj Kozanski pravi, da je temelj take vizije, izhodišče, najbolj zanesljiv način, da pridemo, da imamo tako vizijo, tako da se pravi. Je, veste kaj? Matematika. Kako? A matematika kot predmet? Ne, matematika je znanost, kot veda, kot način, v šoli je predmet, ja. Matematika je v šoli predmet. Ne, kjer pa? Ne, ni tako. Ker kalkuliranje je samo del matematiko, ni tako preprosto. Matematiko omenja Nikolaj Kozanski zato, ker je zanesljiva, ker je natančna,
ker je natančno, nam omogoča predvidevanje, nam omogoča, da ne tavamo ves čas v temi, kajti če 3x3 ne bi bilo 9 danes, pa jutri, pa pojutrišnjem, pa čez 1000 let, bi imeli res težave. Matematika pa nam pravi, ni treba skrbeti, ker bo 3x3 9. Lahko se zanesete. In matematične trditve so take, da se lahko na nje zanesemo, medtem ko trditve, ki niso utemeljene na matematiki, so spremenljive. So spremenljive ljudje, ki ne utemeljujejo svojih mnenj recimo na matematiki, svoje mnenje tudi, to zelo veste, spreminjajo. Danes rečejo nekaj, vidite pa če nekaj drugega. To je pa daleč od zanesljivosti, ki jo zagotavlja matematika. Zato ni čudno, da Nikolaj Kozanski postavlja v temelj, v jedro matematiko. In to je tudi osnova moderne znanosti. Brez matematike ni znanosti. In mi se posvečamo zdravemu načinu življenja natanko, že ves čas, odkar smo tukaj, natanko skozi znanost oziroma skozi matematiko. Tako, da poskušamo priti do spoznanj, naprimer o hrani, ki so zanesljiva. Nas ne zanimajo spoznanja, ki niso zanesljiva, ki se spreminjajo od danes do jutra. To nas ne zanima. Take spoznanja niso dovolj natančne. So brez veze. Ja. Nas zanimajo spoznanja, ki so natančne. In še nekaj je pri tem pomembno. In to bomo tudi kasneje videli. Nas ne zanima, ali so nam ta spoznanja všeč ali ne. To je zelo pomembno. Veste, ljudje imajo velikokrat popačen odnos do spoznanja, do znanja. In ga selekcionirajo, izbirajo samo tista znanja, ki so jim všeč, tista, ki pa ne, pa ignorirajo. To ni pošteno. To ni pošteno. Znanost je v tem smislu neutralna. Nekaj je res, ne glede to, ali to meni všeč ali ne. Ali pa sosedu. Ne pomembno je, komu všeč. Če rečem, če dokažemo, da je 3x3 9, je to preprosto res, ne glede to, kaj si kdo o tem misli. Ker ni pomembno, kaj si misli. Tako da ja, pa človek bi rekel, da je znanost kot tvoja stara ljubica. Lahko, veš, ona se bo ljubila s tabo, ti bo tebi všeč, pa bo pa prišla do tvoje žene, bo pa problem. Torej, ko govorimo o znanosti, nas ne zanimajo nas čustva, ne zanimajo nas všečnost, nevšečnost. Nas zanima samo, ali je nekaj natančno, dokazano ali pa ni. Samo to nas zanima. Zato je v osnovi matematika. Samo to si velja zapomniti. Se pravi, ko govorimo o renesansi, ne govorimo samo o Leonardo da Vinci in o umetnosti. Seveda tudi o tem govorimo. Ampak mnogo bolj, dragi moji, govorimo o matematiki. Govorimo o rojevanju novega načina razmišljanja o svetu, ki temelji na matematiki. Na vse zadnje pa tudi, če boste se pozanimali, kako je Leonardo da Vinci slikal, boste ugotovili, da je njegovo delo tudi utemeljeno natanko na matematiki. Naprimer proporci, razmerja. Natanko matematika nazadnje. Tako je. In zato je tole razmišljanje, ki smo si ga danes nakratko ogledali, temelj tudi našega odnosa do tega, s čimer se ukvarjamo vsak dan, se moramo, in to je hrana, ker moramo jesti. Zdaj upam, da vam je bolj jasno, zakaj po eni strani ni res,
da se spoznanja o tem, katera hrana je boljša, katera je slabša, katera je zdrava, katera ni zdrava, da se spreminjajo iz dneva v dan. Ker se ne spreminjajo, vsaj ne tista, ki so znanstveno podprta. Ta se nič z neodvisnimi raziskavami. Ta se nič ne spreminjajo iz dneva v dan, ker se ne morejo. Tako kot se matematično spoznanje spreminjajo iz dneva v dan. Spreminjajo se samo tista spoznanja, ki niso dovolj natančno podprta z eksperimenti. Ali pa opredeljena. Ja, tako je. Ja. Niso dovolj rigorozno rečemo v znanosti. Niso dovolj natančno bi bila raziskava narejena. Tako kaj treba, to nas sploh ne zanima. Take raziskave nas ne zanima. Zato si ogledamo samo tiste raziskave, ki so rigorozne, ki so natančno narejene, ki so dobro narejene, ki so narejene tako, kot je treba in pri tem nas ne zanima in nas ne sme zanimati, ali so izsledki take znanosti nam všeč ali ne. Če smo obremenjeni s tem, da nam je nekaj všeč in nekaj drugega ne, potem imamo težave. Potem imamo težave sami s seboj, kajti s tem želimo sporočiti, da bi morala znanost odkrivati samo tisto, kar je nam všeč. To pa ne boš. Znanost odkriva resnico, ne pa to, kar je komu všeč. Resnica ni vsem všeč. Resnica pa ni všeč in problem v takem primeru imajo ljudje, ne resnica. Resnica nima vedno problema. Ljudje nekaj pa imajo, ker ne morejo sprejeti, da je nekaj res, ker pač je ni to všeč. No, in zato mi izbiramo, torej, kot sem rekel, samo take raziskave, ki potrjujejo na rigorozen način spoznanja, resnična spoznanja o svetu. Naša naloga pa je, da tudi če nam kakšno spoznanje ni všeč, da spremenimo svoj način razmišljanja. Ne pa, da zavrnemo tisto spoznanje, češ, to pa ni všeč meni, jaz se pa s tem ne bom ukvarjal. Ker to ni pošteno, to ni prav. Okay? No in zdaj si bomo pogledali še par takih znanstvenih spoznanj. Eno je tukaj gor zapisano kot naslov raziskave, ki je bila objavljena kratki pred časom. In ta raziskava nesporno potrjuje oziroma dokazuje, kako pomembne učinke ima gibanje na naša telesa. In ko rečem gibanje, mislim veliko gibanja. Da ne bo kdo mislil, da mislim na sprehod od hladilnika do televizije pa nazaj. Ali pa iz kavča do posle pa pol še do stola, da se človek malo spočije. Ne mislim na to. Ko govorim o gibanju, govorim o veliko gibanja. Veliko gibanja pa pomeni, recimo, da človek preteče par kilometrov, ali pa preko nazaj 20 kilometrov, ali pa kaj podobno. No, ali pa da se bo skupaj krali gor na tale hrib, pa nazaj. A ja, so hrib, Stari grad, ne? Ne, na stavbi, na hrib, ta prav, stari grad, greš to na vrh. Če bi mene to vprašal, bi to moral človek prehoditi dnevno. Kaj pa dobro? Ja, vsak dan. Če pa težje hodi, bo pa malo dalj časa, recimo, uporabil. Ali pa, recimo, prilagodi, pa gre sami, to še četrt. Ne, ali pa da zmeri, da vpraša enega, da mu zmeri, koliko je razdalje tam in hodi pa on poravnan to čas, ali pa nastoji. Pač prilagodi ustrezno, sam ne tako, da reče, te pa jaz ne morem hoditi obeskrat na kavču, ker težko hodim. To je zgolj. To pa ne. To pa ne gre. Če boš Tisti, ki lahko javno. Ja, kdor nam more, gotovo, to pa razumimo. Če boš tako, kot ste vi rekli, pa ne bom ponoš nikoli mogel tako hoditi. No, glavno, ko govorimo o
gibanju govorimo o veliko gibanja, zato ker je človekovo telo narejeno za veliko gibanja in fascinantno je, osupljivo je, izjemno je, kako torej znanost danes dokazuje, kakšni neverjetni so učinki gibanja na človekovo telo, recimo na molekularni ravni. To bomo zdaj ne povedal, na molekularni ravni. To je supljivo, to je izjemno. Zdaj, če kombinirate hrano, o kateri tukaj govorimo, da spreminjate prehranjevalne navade skladno z znanstvenim spoznanjem, s katerim se tukaj srečujemo, in to kombinirate torej z veliko gibanja, potem ste za svoje zdravje naredili praktično vse. To je zelo preprosto. Nobenih diet, nobenih ne vem kakšnih vrtolomnosti ni treba, nič. Nobenih ne vem kakšnih dodatkov, veliko gibanja pa jest tisto, kar je zdravo. Samo cukr, To so zelo preproste zadeve, če se seveda človek zna to odločiti, če se tega drži. No, torej, poglejmo si. Vidite, eno spoznanje, študij, govorimo o študiju, znanstveni študij, raziskavi govorimo, ne govorimo o nečem, kar je meni ptičica prišepila, govorimo o aerobnih vajah, govorimo torej o veliki, kot sem rekel, intenzivnosti vaje. Veliki intenzivnosti. Recimo, tle se omenja posebej, kot sem že tudi sam izpostavil, kolesarjenje in tek. So še druge dejavnosti. To sta dve, recimo, ki sta zelo... Recimo plavanje, je tudi bilo. Tudi, prav gotovo, hoja, hrib tudi. No, v glavnem vse vemo, približno, o čem govorimo. Poglejte, kaj tukaj piše. Visoka intenzivnost, se pravi veliko takega gibanja in premikanja in vaj in tako dalje, lahko učinkovito, tukaj piše, da se samo prevajamo, ustavi staranje na celični ravni. Dragi moji, to so osupljive zadeve, ne rabite nobenih žal bi hoditi, ne vem kam, tiste inštitut L'Oreal, kam že in za drag denar kupovati neki anti-stop aging, ne vem koga že žalbe. Sam tečeš. To je to. Ješ, pa se pustiš. Pa bereš. To je vse, to več knjigo. Pa si prijazen do drugih. Nič do zdaj. Ja, te smo že prej govorili. Pa stvari, to je to. Konc. Ok. Lahko bi zdaj še naprej brali, se pravi, kaj te vaje povzročijo, recimo spodbujajo celice, proizvajajo več proteinov, oziroma več beljakovin, dobite več energije, bla, 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 bla. Ne bomo, zdaj ne toliko ne zanima, ker nas bo zanima nekaj drugega, ker smo pač omejeni s časom, ampak pomembno je, če pomislite, mogoče ste tudi vi vedni, jaz ne vem, če ste, mogoče pa ste. Ljudje, jaz sem veliko krat slišim ljudi, jamrajo in stokajo in vijajo roke in se ne vem kaj pridužajo. Nimam energije, nič ne morem, sem utrujen, nikamor se ne morem premakniti, kameno. Potem pa vprašaš, koliko se pa vi kaj premikate, pa kakšne vaje, pa uno, pa bolj na kavču sem. Kako se ga ti kaj premikaš? Od kavča do mize? Po hrano pa poče nazaj. Pa na WC treba to premikati. Premikaj je kukar češ. Torej vidite, zanimivo povezavo, veliko gibanja pravzaprav proizvaja veliko energije, še je tudi potroši. Ampak ga tudi proizvaja. Človek, ki se giblje veliko, ima več energije kot oni, ki leži doma na kavču. To je samo utrudo, on utrujen. Zmatran. To je logično. Če vprašamo znanost, je to zelo logično. Če pa kršenega pa ne. Pa ni. Vidite, vse kaj piše, kako mitohondrije, bla, bla, bla,
ne bomo več. Gremo naprej. Poglejte, sklep, kakšne učinke ima še to. Torej, veliko gibanja, veliko vaj, premišljanja in tako dalje, kakšne daljnosežne učinke, dolgoročne učinke, far origin ima na naše zdravje. Kakšne usupljive učinke ima to na naše zdravje. Tukaj lepo vidite, rekli smo že, zavarovanje pred staranjem, se pravi upočasnitev, jaz sem si ustavil staranje, pa spet ne moramo, ampak upočasnitev in celo pogledajte, kaj tukaj piše. Zaščita pred rakom, pred tvorenjem rakastih celic, tumorskih celic v telesu. In, a veste, včasih je prav žalostno poslušati, kako, recimo, ljudje, tudi strokovnjaki, nekateri strokovnjaki, priporočajo ne vem katere tablete in ne vem katere arcnije in ne vem katere žalbe in ne vem kaj vse ljudje počnejo. Včasih je prav žalostno, kako ne povejo ljudem čisto simple, plain, čisto preprosto. Veliko gibanja. Ker za vse ostalo bo poskrbelo vaše telo samo. Vaše telo, vaše celice, vaši organi bodo za to poskrbili sami. Za to, da se popravljajo, reproducirajo, oziroma da se obnavljajo, da se regenerirajo in tako dalje. Te smo tudi tukaj že govorili. Če boste to še kombinirali z ustrezno hrano, potem je zelo veliko vprašanje, če sploh lahko kdaj fašite raka. Zdaj, če bom na televiziji par dni nazaj, če ste spremljali, ne vem, ki je že, ne vem, kdaj sem hodil z enim česom, neki italijanski vasi, ali pa mesto je, italijansko mesto ima 60 000 prebivalcev. In v tem mestu, med 60 000 prebivalci, je 1100 letnikov. Zdaj, 1000 ljudi, ki so stari 100 let ali več. 1000! Ja, kaj pa, če je to, da jim tam nudijo veliko boljše pogoje, pa da se tja preselijo? Ne, raziskovalci, ki tam delajo, ki že dolgo časa spremljajo, govorijo na tanko o tem. Ustrezna hrana, potem je bil tudi, ne vem, če kdo ve, en tak kratek prispevek je bil mogoče dolgo, to 2 minuti, 3 minuti, nekaj takega, in vprašate enega gospoda stoletnika, ki bo star 101 leto, nič očaj, nič palčke, nič čisto. 101 leto. To ga predstavljamo, ne vem, do Giovanni, ne vem kateri. To ni važno. 101 leto. Ok? In je še poročen, žena zraven njega, malo manj kot 101 let ima, ne vem, koliko so rekla, da so malo manj kot 101. Malo manj kot 101 je 99. Ok. Se pravi, on ima 101 leto, žena recimo 99, se pravi, oba skupaj imata 200 let. Okay? In pove ta gospod, pa žena tudi, jemo to, kar pridelamo v lokalnem okolju, se pravi okrog hiše, zelenjava, sadje, kakšna ribica, mogoče olive, oljčno olje in tako dalje. Italija, ne se predstavlja, mediteranska prehrana, se temu reče, o tem smo mi že govorili, mediteranska prehrana. In nič drugega. Nič cigaret, nič alkohola, nič drog, nič heroina, nič kokaina, nič cukra in tako dalje. 101 leto, pa skupaj imata 200 let. In pa kaj? To, kar zdaj govorimo. Veliko gibanje. To vse. Konc. Nič drugega. Ok? In seveda, gospod ni bilo videti, pa pri gospe tudi ne, da bosta kdaj zbolela za rakom, imata pa skupaj še enkrat pravim 200 let. Zdaj sledijo še 4 miti. Zdaj, to, kar bom zdaj povedal, mogoče komu ne bo všeč. Ampak zapomnite se, kaj se danes rekel. Za znanost je čisto vse eno, ali to komu všeč ali ne. Ok. 4 mite bomo razkrinkali. Je ogromno. Ampak, ker smo meni s časom, bomo 4. Bomo daj tudi še kakšnega. To je znanost že naredila
in znanstveniki so se potrudili in so to spravili v eno celoto in jaz sem se potrudil in sem to prebral in zato vam lahko tudi zdaj povem. Torej, sledijo 4 miti in prosim vas, da malo o tem razmišljate. Ker je to tudi, prej spomnite se, ko smo govorili o Nikolaju Bozanskem, izraz ljubezni do Boga. Razmišljanje. Pa pogovarjajte se o tem. 4 miti. Vsi poznate, po mojem, sigurno. Prvi mit je pregovor, da eno jabolko na dan od žene zdravnika stran. Poznate to? No, vidite. Eno jabolko na dan čist nič ne od žene zdravnika stran. Kaj ti? Jaz vsaj da to slišam. No, se pravi, je ta mit zelo razširjen. No, jaz pa pravim, oziroma znanost pravi, jaz sam poštam. Znanost pravi, nič ne odpravi stran. Ko vas napadajo, in itak vas več čas napadajo mikrobi, mikroorganizmi, virusi, bakterije in tako dalje, jabolka čist nič ne prispevali k temu, da ste bolani ali pa niste bolani. Jabolko ima veliko C vitamina, prav gotovo, ima tudi veliko fruktoze, zagotovo, ima tudi veliko vlaknin, super, bravo, fajn, ampak nobenega zdravnika to ne odpravi proč. Tisto prej, ko smo govorili, veliko gibanja, ima pa daljnosežne, ravno kar smo videli, učinke, pozitivne učinke, to ne pomeni, da tudi to zdaj odpravi zdravnika stran, tega nismo rekli, smo pa rekli, da ima daljnosežne pozitivne učinke na vaše zdravje. No, ampak ta mit pa prosto pozabite, da eno jabolko že je pa fajn jabolka je gotovo. Ali pa predelamo eno jabolko na dan in veliko gibanja odpeljeta zdravnika stran. No, ta je že malo boljši. Bravo! Ok. No, super. Ok. Jaz ponavadi tudi tako naredim zdaj, ko bom šel domov, bom šel sedem kolo, da dam sabo vzame eno jabolko in bolj pač, ko se peljem v eno smer, tam naredim malo počitka, pojem tisto jabolko, pa grem nazaj. Tako da bi se s tem... Ne sem, ampak tam, kjer je že. To super, vadba, veste, sem še eno jabolko, pa spet jabolko. Ampak jaz naj to tam naredim. V glavnem, ta mit, to je številka. Drugi mit, ta vas mogoče bolj preseliti. Vsi poznate, gotovo ste zdaj, ja, to je grozdje. To je simbolična slika, to je simbolična slika. Gotovo poznate, da je v sodobnem času zelo velikokrat, vedno večkrat uporabljen izraz biohrana. Se pravi, izraz, da je ena hrana bio, karkoli že to zdaj pomeni, neka druga pa pač ni bio. In če greste na tržnico in kupujete bio hrano, je ta predvsem bistveno dražja. Ta je zelo draga. Raziskave in metaštudije pa dokazujejo, da so razlike, recimo glede pesticidov in drugih molekul, ki jih pač ljudje uporabljajo v poljedelstvu pri pridelavi hrane nasploh, da so razlike med hrano, ki ima nalepko bio, in hrano, ki nima nalepke bio, bistveno manjše, kot bi ljudje radi verjeli. To ne pomeni, da razlik ni. Razlike še vedno so. Ampak so tako majhne, da glede na ceno, ki jo morate plačati, se pravi, biohrana je lahko tudi 3-krat, 4-krat dražja od tiste, ki ni bio, je to čista kraja. Razlika je tako majhna, da je skoraj v določenih primerih nepomembna. Glede na to, koliko pa vi plačate, je pa to za vašo denarnico lahko kar pomembno. Torej, razmerje med ceno in razliko med bio in ne bio hrano je tako veliko, da je treba še enkrat premisliti, ali si res lahko privoščite razen iz modnih razlogov kupovati biohrano, ker vaše zdravje samo zaradi tega, če boste kupovali ne biohrano, ne bo nič bistveno slabše, kot če boste za bistveno večji denar kupovali
hrano, ki ima nalepko bio. Razmislite to še enkrat, zlasti, ko boste šli v kakšno trgovino in boste na tem, da izberete grozdje, ki je 4-krat dražje in ima nalepko bio, zraven je pa eno grozdje, ki nima nalepke in je 4-krat cenejše. Po možnosti boš še slabš, ker boš več plačil, boš imel manj denarja in boš pol na psihi. Kje drugje lahko, ja, pa boš prikrajšan. Skratka, dobro je malo razmisliti. Ja. Še enkrat pa poudarjam, nisem pa rekel, da ni nobene razlike med hrano, ki jo špricate s pesticidi, polivate in tako naprej, in hrano, ki pač tega ni deležna. Pa nisem rekel. So razlike, vendar so znanost pravi. Tisto je manjše. Ja, tretji mit, mi smo se ga že tudi večkrat dotaknili. Pomivanje posode. Ja, ni tako, ker teno, da če bi gledal v blizu, bi videl, da piše milk. Torej gre za mit, da je treba vsak dan piti mleko, to ste tudi gotovo že kdaj slišali? Ja. Da je treba piti mleko, zlasti kravje mleko, če je to dobro za kosti in tako naprej. Znanost torej nesporno dokazuje, da ni tako. Da ni tako, da torej ni nobene posebne potrebe, da pijete kravje mleko, ker dobite proteine, maščobe in tako naprej, snovi, ki so, kalci, ki so v mleku tudi v drugih izdelkih, tako je, druge dobite, spravi mleko, edini vir, je pa v mleku tudi kazein in o tem smo tudi tukaj že govorili, zlasti velike količine mleka so torej nesporno, znanstveno dokazano karcinogeni. Mi smo že večkrat rekli, da je kravje mleko zelo dobro za teličke, mi pa telički nismo. Torej to, da je treba piti, ne več, da je treba piti mleko vsak dan, zato za zdravje pa za kosti in tako naprej pozabite. To je mit, ki ga je znanost razkrinkala. In še četrti mit, ki ste ga gotovo slišali, namreč, če je bil kdaj kdo prehlajen, če ste imeli kdaj kakšen prehlad, je zelo verjetno mama ali pa kdo v bližini, Bog vam sladoled jest, ko si prehlajen, bo že slabš. A ste to že slišali? No, pozabite. Tudi to ne drži, celo nasprotno, ne, pomaga jih ne, pri prehladu tako kaj dosti, ne pomaga, pa če teden morate, kako že pravi, 10 dni, malo čaj pa limono, pa nekaj, vse ne pomaga kaj dosti, čakaš, da mine. Torej, ni pa res, da se vas poslabša stanje, ker je logika popolnoma zgrešena, se pravi, bil sem prehlajen, prehlad, hlad, nekaj hladnega, sladoled je seveda po definiciji hladen, se pravi, če boš užival sladoled, boš še bolj prehlajen, še bolj se boš posladil, tako naprej. Preprosto ne drži. Znanost je to dokazala, da ne drži. Celo ima nekatere učinke, recimo, dobite določen sladkor ali pa kakšne molekule, ki so noter, recimo, če je to sadni sladoled, ki jih sicer ne bi dobili, če ste pač takrat, ko ste prehlajeni, če se držite tega in ne smem tega, da smem umro, da smem tretjega. To preprosto ne drži. Prav tako, kot ne drži, to imajo tudi ljudje prepričanje, da se sladoled je takrat, ko je vroče, na primer poleti, ne pa decembra. Tudi to je neumnost. Sladoled je sladica, ki jo jemo, ko se si želimo recimo kaj sladkega. Čisto vse na 15. avgust ali 15. decembra. Ok, dragi moji. Bravo.